Pravno vprašanje je, ali je oče, ki v tistih minutah napada sprva opozorilno streljal v zrak, nato pa v napadalce in pri tem enega ubil, drugega pa ranil, upravičeno uporabil silobran. Kaj sploh je silobran? To pomeni, da se vsak lahko brani zoper protipravni napad, ki mu grozi. Lahko brani sebe, svoje družinske člane ali celo svoje premoženje. Ampak seveda meje silobrana pa so pravno omejene. Torej, tukaj naredimo pravno presojo intenzitete napada na eni strani in intenzitete obrambe na drugi strani. Če malo poenostavim, ta, ki se brani, lahko napadalcu povzroči približno toliko ali pa malo več, s čimer je grozil napadalec. Pomeni, če nas nekdo želi ubiti v napadu, bo pravno povsem sprejemljivo, če tudi mi vzamemo življenje njemu. Kaj to pomeni v konkretnem primeru, kjer je že znan redosled dogodkov? Prvo vprašanje, ki se nam postavi, ali je oče v tem primeru lahko uporabil strelno orožje. In ugotoviti moramo sledeče. Napadalci so bili trije, znani nasilneži, imeli so nož in grozili so, da bodo ubili njegovega sina. Torej, absolutno oče lahko poseže po strelnem orožju, ker sicer bi bilo noro, da bi od njega zahtevali, da se jih loti za nožem, za vilami ali na podoben način, ker pravzaprav ne bi mogel varno odvrniti napada, ki mu je grozil. Nesporno je tudi, da če bi napadalci že vdrli v to hišo in že napadli njegovega sina, bi tudi streli proti napadalcem bili pravno povsem sprejemljivi. Pa vendar je pomemben tudi sociološki vidik. Zdaj ta silobran je seveda se zdi opravičljiv in seveda bi vsak to ravnal tako, ampak je pa to problem, če bomo začeli vsi imati pravico v svoje roke in tako streljati, ker to je zdaj tudi je seveda vprašanje, če na primer ta oče ne bi imel pištole in če bi poklical takoj policijo, če bi policija lahko tako hitro reagirala, preden bi oni uspeli čez okno priti. Zakomplicira pa se, ker se je dogajalo na dvorišču, ne pa v hiši. Prva možna situacija je, da so napadalci napadli očeta. In potem seveda, če je oče streljal na njih v obrambi, medtem ko so ga oni trije nasilneži napadali z nožem, je ta obramba lahko povsem sprejemljiva. Druga možna situacija je, da so pravzaprav napadalci niso naredili nič, da so samo stali na tem dvorišču in pravzaprav niso dejansko napadali očeta. Oče pa je v nekem razbesnenem, pobesnelem stanju prišel ven in začel kar streljati. V takem primeru mu silobrana pravzaprav ne bi mogli priznati, ker se napad nanj ali na njegovega sina, ki ga na dvorišču ni bilo, dejansko ni vršil. Kar pomeni, da bi oče tukaj odgovarjal za posebna kazniva dejanja, recimo ubojna mah, huda telesna poškodba mah ali kaj podobnega. Samo trenutek. Kaj pa, če dejansko se je napad izvršil oziroma vršil malenkost prej, on pa je še bil v svojem razburjenem stanju? Torej, vsak se lahko brani samo takrat, ko napad dejansko poteka. Torej, če je napad dejansko potekal na očeta ali enega od sina, potem je silobran oziroma obramba možna. Vsekakor pa so posebne obravnave potrebna tudi dejanja napadalcev. To so taki zelo mejni primeri, zelo kompleksni, ampak je pa problem, da se to sploh dogaja. Prvič, da nekdo, neka skupina ljudi izvrši tak napad ali pa poskus napada, na drugi strani streljanje, to spominja na nekaj, kar v Sloveniji nismo ravno navajeni. Je pa to v ZDA precej pogosto. V ZDA bi sicer precej podobno obravnavali primer, a vseeno je nekaj pomembnih razlik. Sama pravna ureditev silobrana v ameriškem sistemu je zelo podobna naši. Tudi tam ne moremo kar nekoga ustreliti, zato ker se nahaja na našem ozemlju. Je pa res, da če bi ta zadeva prišla pred sodišče, na ameriško sodišče, bi tam sodila porota, torej porotniki, navadni državljani, eni izmed nas. In jaz menim, da po neki taki človeški solidarnosti, glede na situacijo in glede na to, da se vsak lahko poistoveti s tem očetom, sem prepričan, da bi tega očeta oprostili. Medtem ko v našem sistemu bo pa sodnik profesionalec moral narediti neko pravno presojo, ki je bolj podobna te, o kateri smo govorili. Pravni, moralni, sociološki in psihološki vidiki obravnavanih dejanj se vsekakor razlikujejo, nekateri pa dopolnjujejo. Da pa le ne bi prišlo do divjega zahoda pri nas, je treba strogo določiti meje.